Generalni sponzor oddaje je Lumar. Dober dan in lepo pozdravljeni v naši oddaji za zdravje. September je čas, ko se v šole vrnejo šolarji, z novimi programi pa začnejo tudi malčki v vrtcih. Veliko staršev je jeseni in pozimi zaskrbljenih, če bodo njihovi otroci ostali zdravi. Prav zato vam bomo v našem prvem današnjem prispevku predstavili nekaj možnosti, kako lahko te skrbi še pravočasno odpravite. Poletni meseci so tisti, ko so otroci praviloma najbolj zdravi. Septembra pa se njihovo počutje kaj kmalu znajde pred preizkušnjo. Otroci, nekateri celo prvič, se za večji del dneva ločujejo od staršev. Prehajajo od domače hrano na vrtčevsko ali šolsko, igra pri šolarjih zamenja manj prijetno učenje. Vse manj je časa za gibanje na prostem, temu pa je v jesenskih mesecih vse manj naklonjeno tudi vreme. Vse to pomeni precej večjo dovzetnost otrok za različne virusne in bakterijske okužbe. Najboljša obramba pred njimi pa je močan imunski sistem. In kaj je imunski sistem? Imunski sistem v telesu predstavlja tako posebno enoto vojščakov, ki so stalno na preži za morebitnim vdorom tujkov, na primer virusov ali pa bakterij. In njihova naloga je, da tujke kar se da hitro prepoznajo in jih čim prej tudi uničijo. Da pa imajo dovolj moči in energije za stalno akcijo, seveda potrebujejo ustrezna hranila. No, tradicija pri tem že dolgo prisega na čebelje pridelke. Na prvem mestu med njimi je po razširjenosti zagotovo med, najbolj edinstven pa je seveda matični mlečak. Tu gre za belkasto snov, ki jo izločajo mlade čebele krmilke, da z njim hranijo ličinke, ki se kasneje potem razvijajo v matice. Matice prav zaradi svoje prehrane živijo precej dlje od čebel delav. Skrivnost je predvsem v sestavi matičnega mlečka, in sicer je to 10-hidroksid-2-decenska kislina, ki je znanost do danes ni odkrila prav nikjer drugje v naravi. In prav ta kislina naj bi imela tudi ključno vlogo pri vplivu matičnega mlečka na imunski sistem v človeškem organizmu. Nič manj pomemben od matičnega mlečka pa ni propolis. To smolnato zmes čebele ustvarijo z obdelavo sokov iz drevesnih poganjkov. In ena poglavitnih aktivnosti propolisa je njegovo protimikrobno delovanje. Pri tem mislimo na preprečevanje razmnoževanja bakterij, glivic in virusov, ki se razmnožujejo predvsem v zadnjem delu nosu in tudi v žrelu. Tako matični mleček kot propolis sta na prodajnih policah na voljo v obliki prehranskih dopolnil junior, posebej prilagojenih otrokom. Pri izbiri prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih produktov bodite pozorni predvsem na vsebnost ključnih učinkovin, namreč njihova standardizacija določa kakovost teh izdelkov. Preverite pa seveda tudi embalažo, v katero sta matični mleček ali propolis pakirana, in se raje kot za plastično odločite za stekleno. Pri največjem slovenskem proizvajalcu prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih pridelkov pa so poleg kontrolirane kakovosti poskrbeli tudi za odličen okus tako propolisa na vodni osnovi za otroke, kot matičnega mlečka, ki so mu dodali še naravne vitamine. In ne nazadnje ob čebeljih pridelkih ne moremo mimo medu. Če ga bodo otroci zaužili skupaj z vitamini, bo njegov učinek na zdravje in dobro počutje še večji. V kombinaciji z ribjim oljem, ki predstavlja enega najpomembnejših virov omega-3 maščobnih kislin, pa bo poskrbel še za dobro delovanje otroških možganov. In ti bodo prav kmalu pod precejšnjimi obremenitvami, na katere se je pa dobro pripraviti že kar zdaj. Poskrbite za imunski sistem svojega otroka s preizkušenimi čebeljimi pridelki, ko je otrok še zdrav.
S tem boste preprečili njegovo odsotnost v šoli ali vrtcu ter svojo v službi, še preden do nje sploh pride.